prvi odzivi z terena, ko ste dobili informativne izračune? Lep pozdrav tudi vsem v mojem imenu. Ravno tisto in ravno to, kar smo seveda že napovedovali prej. Moram reči, da smo po eni strani kmetje kar zadovoljni, da Ustavno sodišče ni že takoj v prvi fazi vrglo zakona, ampak da je dopustilo to izdajanje teh informativnih izračunov, ki so se seveda začeli z 14-dnevnim zamikom, se pravi, vlada je že sama kršila svojo zakonsko določbo, očitno, da vlada krši lahko zakone, drugi se pravi državljani in davkoplačevalci jih seveda ne smemo. Kajti iz tega ven se je videlo, da je, če bi stopnjevali besedo napaka, bi prišli do nepremičninskega zakona, ne? Napaka na napako, nepremičninski zakon ali pa informativni izračuni. Mi seveda srčno tudi upamo kmetje, da bo Ustavno sodišče zakon ali razveljavilo ali pa naložilo take popravke, da bo seveda prebavljiv. Mislim, ne pa da mislim, ampak smo pa pripričani, da mora seveda vlada in vladajoča koalicija v parlamentu, ki je šla skozi vse pripombe civilne iniciative, obrtnikov, kmetov, ne nazadnje tudi opozicije, je šla kot, se pravi, valjar preko vseh pomislekov, tako da bo seveda tudi prevzela to odgovornost, politično odgovornost, in seveda tudi to, da se bomo, to, kar sem že enkrat v tej dvorani dejal, da si želimo, da od zdaj naprej ne bo več pomembno to, kdo je bil pred ne vem kolikimi leti za partizane in kdo za novobrance, ampak da bo na volitvah pomenilo predvsem to, koliko nam kdo iz žepa vzame. Kar se tiče, največji problem pri kmetijstvu je pa seveda ta, da so sve kmetijska zemljišča tako različno ovrednotena, da bo kmet na Gorenjskem plačal 20 evrov davka za isto boniteto, za isto kvaliteto zemljišča, kot recimo nekdo v Prekmurju ali v Apaški dolini pa 6-7, se pravi, že tudi to je sporno. 20 evrov je seveda ta kapica. Drug problem so seveda te nerezidenčne hiše stare, ki jih kmetje imamo še na svojih domačijah. Ene niti ne smemo podreti, ker so spomeniško zavarovane. In seveda na te stare hiše bomo seveda plačevali po 0,5 stopnje vrednosti in v veliki meri bomo za stare hiše plačevali večji znesek davka, kot pa za hiše, v katerih živimo. No in še največji problem je to, da zakon, se pravi, je pa to tako imenovana zemljišča za gradnjo stavb, zakon točno določa, da se plača na zemljišče, v kateri je dejansko stanje kmetijsko, se pravi, na kateri raste krompir, koruza ali se kosi trava, da se seveda vrednoti in da se plača po stopnji kot kmetijsko zemljišče, se pravi po 0,15. Ampak tukaj seveda je problem evidenc, občine, Gursa in seveda potem tukaj prihajajo vsote zelo velike in seveda to kmete obremeni. Ene občine to gredo kmetom na roke in to popravljajo te evidence, v drugih seveda se niti ne znajdejo ali jim pa tega ne dovolijo. Kaj bo ven potem ratalo iz tega, ko bo ta rok za pripombe in pritožbe šel skozi, ne ve nihče. Skratka, kmetijstvo seveda je zelo obremenjeno. Tukaj iz tega zdaj, ko prihajajo te informativni izračuni, se vidi, da ne bo ta vsota 14 milijonov, kakor so takrat izračunavali, kajti v tej vsoti seveda niso bili računani te nerezidenčni stanovanjski objekti na domačijah in seveda zemljišča za gradnjo stavb in bo ta obremenitev precej višja. Za enkrat potem. Najlepša hvala.